Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše iz Cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem pa bo sodelovala moška vokalna skupina Tromostovje. Umetniški vodja je Miha Zupanc Kovač. Prav lepo vabljeni k spremljanju prenosa svete maše. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Sveto mašo bomo posebej darovali za pokojno ženo in mati Lojzko Maček. Pri današnji Božji besedi bomo lahko slišali, kako je bilo preroka Jeremija strah, da bi ga njegovi preganjavci ujeli. Toda potem ugotovi, da je Bog z njim in ga nikoli ne zapusti. Jeremija je zaupal Boga in to ga je opogumilo. Vprašajmo se, ali je tudi nas česa strah. Nas je morda strah, da bi nas Bog zaradi naših grehov kaznoval. Kakor Jeremija, zaupajmo v Boga, saj nas razume in je z nami usmiljen. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj ob čestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjalci opotekli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenja ubogega iz rok hudodelcev. To je Božja beseda.
Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz mi pokriva rdečica, tujec sem postal svojim bratom, zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Gospod, svojo molitev naslavljam nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota. V svojem velikem usmiljenju se obrni k meni. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Ponižni to vidijo in se veselijo, zakaj Bog posluša uboge. Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, morja in vse, kar se v njih giblje. Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla za vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili, podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako, kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanjajte na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajajo 2 vrabcev za en ovčič, in vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredi ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa mene zataji pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. To je Kristusov evangelij.
Biti človek ni vedno lahko. V našem življenju je neka bivanska razpoka, ki jo imenujemo strah. Najbrž ni človeka, ki bi lahko rekel, da ga ni nikoli in ničesar strah. Če kdo tako pravi, takrat moramo pomisliti, da najbrž laže ali pa ni vse v redu z njim. Imamo zelo različne oblike strahu, ki nas lahko spremljajo vse od otroštva tja do konca. Tako je otroke strah raznih stvari, s katerimi smo jim morda celo strahovi vzgajali. Mlade je strah, kako bodo v življenju uspeli, kako izgledajo. Strah jih je izpitev, šole, strah jih je ljubezni. Zakonce je strah drug za drugega, starše za otroke, starejši ljudje pomišljamo velikokrat, kako je z našim zdravjem, z boleznimi, strah pred smrtjo. Poleg tega imamo tudi različne strahove kot paranoje, kjer se bojimo, višine, zaprtih prostorov, bojimo se skupine ljudi in podobne stvari. A zdi se, da je krona vseh strahov tisti strah človeka pred ljudmi. Najprej, ljudje imamo sami sebe radi in nam zelo veliko pomeni, kako nas vidijo ljudje, kaj si o nas mislijo ljudje, kaj ljudje ob nas čutijo, kaj o nas govorijo, so nam še zvesti, nam pripadajo. Mnogi ljudje se pravzaprav v svojem življenju ukvarjajo kar naprej s tem strahom in vse prilagajajo temu, kako bi bili všeč ljudem, kako bi ugajali ljudi, ali preganjajo v sebi misel, da jih je strah ljudi, da ne zaupajo ljudem, ali morajo kar naprej skrbeti za to, kako bodo ljudem všeč. Vemo, kako lahko takšne drže praktično blokirajo naše življenje, da ne živimo polno, ne živimo svobodno, ne živimo veselo, nismo sproščeni pred ljudmi, kar naprej moramo imeti neko masko, se pretvarjati, biti na nek način, takšen strah nas lahko celo spravi v eno tako hinavstvo, hinavski način življenja. Zanimivo, Jezus nas svari prav pred tem strahom. Nam govori, kot smo slišali danes v Evangeliju na začetku, ne bojte se ljudi. Vendar naše izkušnja govorijo, da se moramo bati ljudi. Odkot Jezusu ti argumenti, naj se ljudi ne bojimo? Kaj Jezus pravi, zakaj se jih naj ne bojimo? Da bi razumeli Jezusovo svarilo ali povabilo, moramo najprej se postaviti na pozicijo vernika. Jezus to govori kot Božji sin, kot Bog. In hkrati tudi predpostavlja, da ima pred seboj vernika, tistega, ki zaupa Bogu, ki verjame v Boga. In tako bi lahko rekli, zakaj se naj ne bojimo ljudi? Prvi zato, ker nenazadnje ljudje nam ne morejo narediti ničesar dokončno tragičnega. Zadnje stvari so vendarle v Božjih rokah. Bog je tisti, ki odloča, nobeno zlo nima zadnje besede. Drugič, naj se ne bojimo ljudi, ker nismo nikoli sami in ne povsem izpostavljeni ljudem. Jezus nam zagotavlja, da je z nami vse dni do konca sveta, zlasti v tistih najtežjih trenutkih. Tretjič zato, ker so mnogi strahovi odveč,
praznik, ker se tisto, česar se bojimo, nikoli ne zgodi in nas je bilo nesmiselno strah. In četrtič bi lahko rekli, da nam Jezus daje še največjo podporo, ker s tem hoče reči, naj se ne bojimo, ker smo vredni, ker smo pomembni. Kako preprosto daje primero, ker je Bog z nami, Bog za nas skrbi, nas ljubi, do te mere, da so vsi lasje na naši glavi prišteti in da smo vredni več kot mnogo vrabcev. Pa bo kdo rekel, ja, že lepo, toda kaj mi koristi, če ima Bog prištete moje lase, trenutno nima več veliko dela s tem, kaj mi koristi, da sem vreden več kot mnogo vrabcev, če pa ne čutim Božje bližine, če ne doživljam Božje ljubezni, če me Bog ne usliši, če me ne ozdravi, če me ne prepreči tega in tega, mi ne pomaga v tem in tem. Kako se potem naj ne bojim? Da bi odgovorili na to, moramo povedati, na kakšen način nam Bog sploh pomaga. Prvič, se moramo zavedati, Bog ničesar ne dela namesto nas. To bi bilo krivično do nas. Bog ne razmišlja namesto nas. Tudi Bog ne čuti namesto nas. Tudi se Bog namesto nas ne odloča. Tudi Bog zaradi nas ne bo kar tako spreminjal naravnih zakonov. Recimo, če preveč ješ, potem se pač zrediš in je vprašljivo zdravje. Če preveč piješ, pa greš voziti, potem je velika verjetnost, da bo nesreča. Če nimamo ugotovosti v sebi in neko stvar ne znamo delati, potem se je ne lotimo, prepustimo to drugim, ki so strokovnjaki za to. Če preveč zaupam zlu, da je močno, potem bo to zlo nad mano imelo gospodstvo. Bog nam vendarle pomaga, ampak na Božji način, tako kot pomaga Bog. Pomeni, da nas, če bomo mi Boga prosili, če bomo mi blagoslavljali, potem bo tudi Bog nas blagoslavljal. Kdor preklinja, pač ne more biti deležen Božjega blagoslova, ker ga odganja v stran. Bog nam pomaga tako, da nam je dal vest, ki nam jasno govori kot Božji glas, to je dobro, to je slabo, to naredi, to opusti. Bog nam pomaga tudi tako, da nas navdihuje za prave odločitve. Bog nam pomaga tudi tako, da nam daje moč in milost, da lahko na novo začenjamo. Na ta način nam Bog pomaga, da lahko premagujemo ta strah pred ljudmi. Zanimivo pa, če ste poslušali evangelij, potem Jezus pa kljub vsemu priporoča strah. Najprej nam govori, naj se ne bojimo, potem pa naj se bojimo. Česa pa se vendarle naj bojimo? V življenju vemo, da imamo tudi tako imenovan koristni strah. Če greš v planine, pa te ni nič strah, je nevarnost, da se boš ponesrečil. Če voziš, pa te ni nič strah, da se kaj lahko zgodi, lahko postaneš površen in se marsikaj lahko zgodi. Če imamo v sebi brezbrižnost, to ni zdrav način življenja. Poznamo tudi tako imenovan strah ljubezni, nekoga, ki ga imaš rad, zanj te je strah, da se mu kaj ne zgodi, ali da ne bi si zapravil njegove ljubezni. Potem prispeva to k kvaliteti ljubezni. Imamo tudi ustvarjalen strah, ko nam pripomore k ustvarjanju. In tako lahko bi naštevali še mnoge strahove. Jezus nam predvsem pravi, nas bo strah, da ne bomo zamenjali stvari.
in častili stvari, ne pa Boga, da bi v življenju dali prednost, všečnost ljudem, ne pa Bogu. Tu nas Jezus vabi k takšnemu zdravemu, kreativnemu, ljubezenskemu strahu. In še opozori, naj bomo previdni pred preroki strahu. Mnogi ljudje so na nek način, bi lahko rekli, bolni, kar naprej širijo nek pesimizem, cinizem, strah, napovedujejo hude stvari, posod vidijo zlo, posod vidijo hudiča. Takšna drža ni drža vernika. Drža vernika je vedno drža zaupanja. Drža vernika je vedno upanje v Boga, predvsem prepričanje, da je dobro, da je Bog, ki je stvarnik vsega, vedno močnejši od kakršnega koli zla. Zato ne smemo nasedati prerokom zla, prerokom strahu in ki velikokrat bolestno širijo strah, neugodje in paniko med nami. Kar je pomembno, da mi kot kristjani nosimo v sebi zdravo zavest. Karkoli že je, tudi ko nas je strah, ko so težke odločitve, ko moramo prenašati težke križe, nismo sami. Je nekdo, ki nas ljubi, je nekdo, ki mu je za nas mar, je nekdo, ki nam bo pomagal nositi križ, premagovati strah. Vemo, življenja ne rešujejo ljudje, ki jih ni strah. Življenje rešujejo ljudje, ki priznavajo strah, vendar ne dopustijo, da bi strah določal njihove odločitve in jim na nek način preprečeval polno življenje. Bog nam pri tem pomaga. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, z zaupanjem se obrnimo k svojemu odrešeniku, ki nam naklanja obilne milosti in ga prosimo. Za verne, ki so preganjani ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki imajo vodstveno nalogo, da bi svoje delo vselej opravljali po vesti. Prosimo te, usliši nas. Za kristjane, da bi ti služili z iskrenim in zvestim srcem. Prosimo te, usliši nas. Za posvečene, da bi na življenjski poti čutili ljubečo roko nebeškega Očeta.
prosimo te, usliši nas. Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večno domovino. Prosimo te, usliši nas. Jezus Kristus, naš odrešenik, vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas svoje dobrotljivosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim stajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim nebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne žene in matere Lojske Maček, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na stajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, ko se zdi, da je zlo zavladalo svetu in pravica in resnica nimata več domovinske pravice, se spomnimo Jezusovih besed, ne bojte se. Zaupno se vrnimo k njemu, vzemimo njegovo varstvo, njegove darove, ljubezen, spoštovanje, odpuščanje in mir in si vse to zaželimo med seboj. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravi moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.
Molimo. Dobri Oče, okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj za zmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu po Kristusu, našem Gospodu. Hvala moški vokalni skupini Tromostovje, ki nam je prepevala pod vodstvom dirigenta Miha Zupanca Kovača, in hvala tudi organistu, profesorju Urošu Peletu, hvala našim zvestim ministrantom in vam, bralcem, ter vsem za prisotnost, da tako lahko skupaj obhajamo Gospodov dan. Po sveti maši vas lepo povabim na kavo in čaj, na vrt, sicer pa vam želim lep poleten teden, naj vam ne bo prevroče. Naj nas spremlja Božji blagoslov, Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Bogu hvala. Tako končujemo prenose euharistične daritve iz Cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob, pela je moška vokalna skupina Tromostovje, njihov umetniški vodja je Miha Zupanc Kovač. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in tehnik Marko Zupan.
Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Ars, želimo vam lepo nedeljo.